Končno smo se dočakali TEDxa v Ljubljani. Kaj to pomeni za nas? To pomeni, da smo imeli možnost poslušati vrhunske govorce, se dobiti navdih za to, da si izboljšamo naše življenje. No, to pa je moj vtis. Kakšen pa je vtis od drugih ljudi, lahko gremo kar vprašati. Kaj pa vam všeč na današnjem dogodku? Vedela sem dosti stvari, ki bi mi prišle lahko prav, tako na svojem osebnem področju kot na poslovnem. Kaj vam tukaj najbolj všeč danes? Ja, zagotovo nabor govornikov, tematike v tem prvem delu so bile, bom rekel, zelo zanimive, inspirativne, predvsem tematika o našem živčnem sistemu, o 80 milisekundah, tako da zagotovo, pa tudi tole, networking, komunikacija, zagotovo, super dogodek. Where to get the motivation? Yeah. Well, motivation only takes us a little along the way. Discipline is the real word, the key word we require to move forward. Do you agree? I agree. Če pa to ni skrivnost, zakaj drugače obiskujete take dogodke? Inspiracija, navdih, kakšna motivacija ali networking? Tako, seveda, po moje je glavni razlog neko mreženje z ljudmi, pridobivanje novih spoznanstev, pa iskanje navdihov, idej in tako dalje. Kaj pa mislite, zakaj so take dogodke pomembne za nas? Jaz mislim, da je mreženje ključnega pomena po vsem, kar delate, tudi sam imam en posel, ko je mreženje res enega. Zelo je pač pomembno, tako da se probamo udeležiti čim več dogodkov, se nekaj naučiti o sebi pa o drugih. Mi smo že nekaj let na TEDxu, mi dva z možem, in ravno zaradi tega, ker je vse skrbno organizirano, smo vsakič na novo pričakujemo in dobimo tisto, kar pričakujemo. Ne? Vi ste tak vitalna, ker iskrite od vas gredo. Čem pa je skrivnost, če smem vprašati? Mož mi ima rad. Absolutno popolnoma se strinjam. A ne lepotica? Ljubezen krepi telo in duha. Hvala. To je v bistvu fotobooth 360 stopinski, ki se vrti okrog strank in nastane potem videoposnetek 360 stopinj. Vedno vidite samo srečne ljudi, ne? Tako, vedno nasmejane obraze. Mama mia, kak ste lepa! Kakšen nasvet bi dali ženskam, ki si želijo tudi tako super zgledati? Rade hodite v naravo, same, brez muzike, brez slušalcev. Nekateri ljudi, ki bi želeli začeti se ukvarjati z neko kreativno stvarjo, kaj bi svetovali takim ljudem, ki si mislijo, ki si želijo, ampak si ne upajo? Nekateri ljudje to jemljajo kot ne zares job, ne? Tako da sem se tudi sama v tem znašla, ampak jaz bi rekla, da pač realno sam sledite svojim notranjim glasom in če vam je muzika všeč, če vam je dižanje, petje, karkoli všeč, sam pač pejte za temo in če ne drugega, vas bo sprostil. Če človek si želi izobraževati in nadaljevati pri izobraževanju, kaj bi svetovali? Knjige, dokumentarci ali kaj? Poleg TEDxa, ne? Tako, poleg TEDxa, ja. Ja, če bi lahko vsak dan poslušali TEDx, tudi ne bi škoda, ne? Ampak treba se v bistvu tudi spodbuditi ne samo redno izobraževanje, ki imamo šolsko, ker pač je določeno, ne, za stopnjo izobrazbe, ampak vsak dan je lahko tudi zanimiv od AI-ja, ne, do knjig, do druženja in pogovora z ljudmi, ne? Mogoče kakšen vaš recept proti sramežljivosti? Če nekdo je sramežljiv, s česa pa si začeti? Čim več prakse, čim večkrat na oder pred ljudi se posneti, da se malo navadiš tega. To je nekaj, česar se tisti, ki tega nimamo po naravi, se tega da zelo dobro priučiti. Korak po korak. Ja, korak po korak, pa ne obupati, pa čim več prakse. Čim pa se ukvarjate, vidim, da z medom. Tako, se pravi, čebelarstvo Tekavčič, naša, bom rekel, pridelava je na medu, se pravi, imamo veliko različnih vrst medu, se ukvarjamo tudi s prevožništvom, se pravi, da hodimo po Sloveniji in imamo, bom rekel, v svojem sestavu tudi vse ostale čebelje pridelke. Poleg medu, kot sem že omenil, je tudi cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek in tako naprej. To pa je družinsko podjetje. Tako, ja. To je družinsko podjetje, imam tudi svojo ekipo, s katero pa tudi ustvarjam take zanimive in neprecenljive dogodke. Kdo pa je začel, dedek ali oče? Ne, sem pa kar sam nastopil 8 let nazaj in startali smo s 5 čebeljimi družinami, danes jih je pa tam okoli 200 plus minus. Zelo pogosto na takšnih dogodkah pogovarjamo z ljudmi, ki nas navdihujejo in občasno oni nam svetujejo kakšne knjige ali filme ali še kaj. Mogoče bi kaj svetovali takega za navdih? Meni zelo všečna knjiga,
how to win friends and influence people, oziroma po slovensko, kako pa si pridobiti prijatelje in vplivati na ljudi. Dale Carnegie. Točno tako. Meni je vrhunska, sicer je že taka malo starejša knjiga, ampak še vedno zelo aktualna. Kaj pa ste odnesli zase od današnjega dogodka? V razmislek o, ne vem, recimo socialne omrežja, bom po mojem mal delitala tiste feede, ki mi nadoprinašajo. Zdaj na prvem mestu bi se rad zahvalil vsem partnerjem in seveda sponzorjem, brez njih absolutno ne bi mogli dogodke speljati v takšni meri, kot smo ga. Posebna zahvala gre tudi naši govorniški ekipi, seveda in ostalim članom tega prečudovitega društva. Tako da unike niste bili, ste zamudili en krasen dogodek, imate priložnost drugo leto, 7.11.2026. Kaj ste odnesli zase? Da so ti dogodki vedno bolj srčni, da je vedno več povezanosti med ljudmi in da sama informacija za sebe ni pomembna, ampak da je pomembno to doživetje, ki ga informacije ustvarijo. In ljudje, ne, med sabo. Povezovanje med ljudmi pa skupno ustvarjanje nečesa lepšega. Hvala. Kaj pa vam pomagalo tako dobro izpeljati ta dogodek? Vsi ljudje so tako navdušeni, taka energija. Jaz mislim, da v prvi vrsti ekipa, zaradi tega, ker jo sestavljajo neverjetni posamezniki, ki so v bistvu vložili toliko enega truda. Mogoče bi še sam dodala, da želja po ustvarjanju nekega dogodka, ki ljudi navdihne in da zamisliti in odidejo domov z tako modrostjo več. Eni odnosi nas bogatijo, drugi nas izčrpavajo. Fino je, če znamo ločiti, kateri so kateri, in da negujemo prve, in če se le da, zdelitamo druge. Hvala. Vsem pa je skrivnost tako dobrega nastopa. Najprej najlepša hvala, zelo pomaga, če dejansko verjameš tisto, kar govoriš, in potem tako kot vedno, zelo dobra priprava. Nekaj, kar mogoče zgleda spontano, je v resnici zelo redko kdaj spontano. Tako da jaz sem preživela kar nekaj ur pred ogledalom, na glas sem se pogovarjala sama s sabo med sprehajanjem s psom, to, kar sem mogoče v naši vasi znana kot una gospa, ki se med koruzo pogovarja sama s sabo. Tako da neka ideja, nekaj več kar verjameš, pa vaja. Čem pa je skrivnost tako dobro pripravljenega dogodka pa nastopa? Uživanje, užitek. Če človek uživa v tem, kar dela, se pol to odraža na vsebini in se mi zdi, da je TEDx dogodek res en tak dogodek, kjer vsi počnemo to, kar počnemo radi, s strastjo, srčnostjo, s predanostjo in to se pol pokaže tudi na odru. Tako da, če dela človek, kar dela rad, dela tudi dobro. Kako vam je uspelo izpeljati tako dobro dogodek? Mislim, da skrivnost do tega je res super ekipa, ki drži skupaj, se podpira, tako da sem res hvaležna, da lahko delujem med takimi srčnimi in pač zagretimi ljudmi.